Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana so ta teden pripravili prireditev ob krajevnem prazniku Dnevu šole in 50-letnici vrtca Mojstrana. Poskrbeli so za raznolik program. Rdeča nit letošnje prireditve pa je bila: če sanjaš sanje, jih lahko tudi uresničiš. Vsako leto, 16. decembra, dobro letos 12. decembra, pripravimo osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku in Dnevu šole. In letošnja rdeča nit prireditve naše je pač bila 50-letnica vrtca. Predvsem me pa veseli to, da bomo naslednje leto, da nam je obljubljeno, da bomo naslednje leto začeli dograditi oziroma graditi nov vrtec, ki smo ga zelo potrebni. Dobro jutro, upam, da ste dobro spali in ste spočiti, da boste lahko sledili svojim sanjam. Gams vam bo pokazal pot. Ja, Metka, kaj pa tvoje sanje? Moje so se že uresničile. Ja, na prireditvi smo združili moči tako šola kot vrtec. Seveda je bil v ospredju vrtec, predvsem zaradi 50. obletnice vrtca. Veseli smo, da smo se tudi najmlajši lahko pokazali vsej svoji luči in velikosti. Prireditev je bila prisrčna, odkrita, kot se pač pritiče otrokom vrtčarjem. Naslov prireditve je bil: če sanje sanjaš, jih lahko uresničiš. Tako da sanjamo seveda v novem vrtcu, ki se ga zelo, zelo močno želimo, in jaz upam, da bo do tega prišlo, oziroma ne dvomam. Tako da se veselimo novih dogodivščin, novih oddelkov, novih otrok, predvsem pa zadovoljnih staršev, nasmejanih otrok, igrivih dni, in upam, da bo to prišlo v čim krajšem času. Za uspešno delo je zaposlenim v vrtcu čestital tudi podžupan Bogdan Janša, ki že z veseljem pričakuje gradnjo novega vrtca v Mojstrani. Lahko povem, da je v bistvu 50 let vrtca je za nami. Ta prireditev, ki je vsako leto namenjena krajevnem prazniku, je letos še posebej, bom rekel, svečana, glede na to, da je naš vrtec doživel Abrahama 50 let. In hkrati je prišel tudi čas, da v bistvu razmišljamo za nov vrtec, novo stavbo, in z veseljem lahko povem, da bo ta stavba, da bo ta vrtec, upam, v naslednjem letu, bom rekel, se začel z deli, za kar smo v proračunu zagotovili en dober milijon evrov in se seveda tudi, bom rekel, prebili skozi vse birokratske ovire. Jaz upam, da nas ne čaka še kaj posebnega. Seveda pa je danes namenjen dan prazniku, praznovanju vsem generacijam, najprej otrok, ki so obiskovali vrtec v Mojstrani, in pa seveda tudi vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki so tem otrokom, in pa seveda tudi nam, ki smo med njimi v svoji mladosti, pač, bom rekel, dali tisti prvi temelj, prvi stik z šolo, z vrtcem, z neko novim redom, če lahko tako rečem, z načinom prehranjevanja, ko je treba malo vrtci počakati, in pa seveda tudi z igralnimi uricami in pa dobro voljo in ljubeznijo do vseh, ki smo obiskovali ta vrtec. Jaz sem vesel in ponosen na vse te generacije in jim iskreno čestitam. Hkrati pa se želim, da bi drugo leto začeli s prvo fazo in v bistvu ta Abraham, če lahko tako rečem, bom rekel, zaključili z izgradnjo novega vrtca, ki naj bi bil tudi energetsko učinkovit. Tako da v bistvu ob zaključku letošnjega leta, bom rekel, krajankam in krajanom iskrene čestitke ob krajevnem prazniku, vsem skupaj en vesel Božič in pa vse dobro v prihodnjem letu, tudi v novem vrtcu Mojstrana. Ob koncu leta, to se pravi, približuje se božično-novoletni čas, bi vsem krajanom in krajankam, učencem, vsem nam, vsem v Mojstrani zaželela srečno, zdravo, uspešno, predvsem pa malce sanjavo leto in pa zdravja ter veselja in drugo leto spet z novimi močmi naprej. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora vsak december pred prazniki pripravijo čajanko in koncert. Tako je bilo tudi letos. Za tradicionalno čajanko se vsako leto zberemo vsi učitelji in se malo dogovorimo, kaj bomo delali. Letos je bila izbrana tema, in sicer izdelki iz odpadnih materialov oziroma iz recikliranih materialov. Potem se pa z učenci skupaj na delavnicah lotimo izdelovanja izdelkov. Zelo se trudimo, učenci ob tem zelo uživajo, tudi mi učitelji, in se res trudimo, da naredimo čim lepše izdelke. Vsak razred je izdelal svoj izdelek oziroma 2 ali 3.
Med izdelki najdemo različne magnetke, obeske za nasmrečico, kakšne posebne voščilnice, izdelke iz lesa, v glavnem same luštne stvari. Je pa tale tradicionalna čajanka zelo obiskana, veselimo se, da pride tudi veliko staršev. Nekateri starši tudi pomagajo pri izdelovanju izdelkov, tako da gre za malo medgeneracijskega druženja. Zaključili smo novoletno prireditev. Tema novoletne prireditve je bil otroški živžav. Vložili smo ogromno dela, bilo je skoraj 3 tedne priprav, generalk. Če bi lahko vključili vse učence, seveda ni dovolj časa, ampak mislim, da so se vsi nastopajoči zelo potrudili. Sodelovali je tudi veliko učiteljev pri tej prireditvi in prav zato nam je prireditev tako dobro uspela. Na odru so se predstavili učenci, ki igrajo različne inštrumente, kitare, harfe, harmoniko, potem otroški pevski zbor in pa mladinski pevski zbor. Nekaj smo imeli plesalcev, folklora, pa kot presenečenje smo pa nastopili tudi učitelji za inštrumenti. Seveda čajanka in koncert ne bi tako uspela brez truda vseh, ki so na njih sodelovali. Prijetno je pripraviti takole prireditev, ko vsi učenci od 1. do 9. razreda, vsi sodelavci in tudi starši pomagajo. Zato bi si na tem mestu vzela priložnost in bi se zahvalila vsem sodelujočim, ki so kakorkoli pripomogli k uspehu te prireditve, da se jim najlepše zahvalim, ter bi vsem skupaj zaželela vesele praznike in srečno novo leto. Kulturno-prosvetno društvo Podkoren je tudi v letošnjem decembru pripravilo prireditev Mladi osrečujejo z glasbo in plesom. V Ljudskem domu so nastopajoči navdušili občinstvo. Danes so se nam predstavili mladi krajani Podkorena in pa tudi ostali krajani krajev iz občine Kranjska Gora. Predstavili so se torej z glasbo in s plesom, nekateri so zaigrali na inštrumente, nekateri so zapeli, najmlajši pa so tudi zaplesali. Yes, man will live forevermore because of Christmas Day. Leta 80, ko moje oči so zazrle ta svet, od prvih korakov, od prvih šolskih knjig, ko smo bili še pionirji, že od takrat jaz ljubim ta kraj, tu je zame raj, tu naredil prve sem korake. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je v petek obiskal dom doktorja Franceta Berglja na Jesenicah in tam pozdravil ter obdaril oskrbovance in oskrbovanke, ki so občani in občanke občine Kranjska Gora. Oba dva srečanja tako v domu Bergl in našem viharniku letos tudi tradicionalno spet potekata in čeprav je tukaj v jeseniškem domu nekaj manj naših občanov, kljub temu pridemo, danes smo obiskali 7 naših občanov tukaj in zahvaljujem se predvsem našim pevkam iz moje strane, seveda tudi neutrudni naši moderatorki Darinki Tarman in seveda vsem predsednikom, ki so prišli z mano, predsednikom Društva upokojencev in seveda tudi Društva invalidov, tako da smo imeli prav lepo čustveno srečanje pred novoletno. Jaz sem zmeraj zelo počaščen,
ko se z našimi starostniki vidimo, si zaželimo še naprej srečnih prednovoletnih praznikov in seveda tudi vsega nadaljnjega našega sodelovanja. Jaz sem vesel tudi, da se dobro počutijo tako v tem jeseniškem domu, kot tudi v našem domu v Kranjski Gori in seveda si izmenjamo tudi kakšno pozitivno besedo, tako da zmeraj lepo in čustveno. V kulturnem programu so nastopili člani društev upokojencev in društva invalidov občine Kranjska Gora. Velika noč, blažena noč, se že spi, je polnoč. V četrtek bo župan Janez Hrovat obiskal še oskrbovance doma Viharnik v Kranjski Gori. Prav tako bodo v naslednjih dneh županova novoletna darila prejeli vsi občani starejši od 85 let. Darila bodo po domovih razdelile prostovoljke društev upokojencev in društva invalidov. Že tretje leto v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v sklopu Mednarodnega dneva gora pod pokroviteljstvom Alpske konvencije praznujejo alpsko kulturno dediščino. Tako so pripravili prireditev Ljubim gore, berem gore. Ob Mednarodnem dnevu gora smo v Slovenskem planinskem muzeju pripravili kar več zanimivih dogodkov. In sicer smo v okviru akcije Brati gore predstavili triglavske pripovedke, zgodbe iz domačih mojstranskih dolških vasi. Pripovedke je zapisal Mirko Kunčič in so jih priredili avtorji turističnega društva Dovje Mojstrana. Dogodek je seveda podprla Alpska konvencija, namreč Brati gore je akcija nemškega predsedstva Alpski konvenciji in stalnega sekretarijata, ki ga praznujemo oziroma obeležujemo vse od leta 2015 dalje. Medtem ko je Mednarodni dan gora, 11. december, daljši praznik, kateremu prav tako posvečamo pozornost ohranjanju narave, podnebja v naših gorah. Bistvo praznovanja je, da torej v alpskih deželah prepoznavamo raznolikosti in hkrati podobnosti ter ohranjamo dediščino širšega gorskega sveta. Ob tem dogodku smo v Slovenskem planinskem muzeju gostili še živeče člane 2. in 3. jugoslovanske himalajske odprave, namreč letos obeležujemo oziroma v iztekajočem letu kar 2 obletnici, in sicer obletnico odprave na Annapurno in Kangbačan. Tako da sodelavci v prihodnjem koledarskem letu Slovenski planinski muzej praznuje svojo 10-letnico. Hkrati pripravljamo novo občasno razstavo prav o alpinizmu in številne dogodke ob obletnicah, na katere vas seveda vabimo. In ob tem želimo srečno, zdravo in zadovoljno v novem letu 2020. V Kranjski Gori se vrstijo adventni koncerti. V nedeljo je zbrane v Ljudskem domu zabavala Nuška Drašček. Adventni koncert skupine Panda bo v soboto 21. decembra ob 18. na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo. V nedeljo prav tako ob 18. pa bo otroke zabavala Romana Kranjčan. V Planici so včeraj odprli sezono teka na smučeh. Možno je bilo testiranje tekaške opreme in tudi izposoja, na voljo pa brezplačni nasveti inštruktorjev, igre na snegu za otroke, snežna zabava, pa tudi snežna drča.
Ja, res je. Danes smo v Planici pripravili več kot 2 km proge za tek na smučeh. Obiskovalci se lahko preizkusijo na otroškem poligonu, testirajo novo opremo za tek na smučeh za novo sezono. Za vas smo pripravili tudi učitelje teka na smučeh, se pravi, se lahko obiskovalci tudi preizkusijo oziroma izpopolnijo svojo tehniko. Na voljo je tudi mazanje smuči in pa izposoja opreme. Narava nas je danes razveselila še z novo zapadlim snegom, tako da je vreme tradicionalno planiško. Izkoristili bi še priložnost, da bi naslednji vikend povabili vse ljubitelje teka na smučeh na svetovni pokal v teku na smučeh tukaj v Planici. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Joga za otroke z Ano Kersnik Žvab bo v knjižnici v Kranjski Gori, jutri ob 15:30 za najmlajšo skupino in ob 16:00 še za starejšo skupino. Muzikal Nore babe bo v Aljaževem prosvetnem hramu na Dovjem znova na ogled v sredo ob 19:30. Prihodnji konec tedna bo Planica gostila FIS svetovni pokal v teku na smučeh. Lutkovna predstava Gorata zimska pravljica in prihod Božička bosta v soboto in nedeljo ob 18:00 na Trgu Olimpijcev v Mojstrani. Bralni klub z Benjaminom Gracerjem bo v ponedeljek 23. decembra ob 17:00 v knjižnici v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne decembrske dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!